Ženske v zrelih letih se velikokrat sprašujemo, kako lahko svoji koži hitrejši regeneraciji pomagamo z naravo. Dokler živimo, živijo in se obnavljajo tudi naše celice. Če nam rastejo lasje in nohti, verjemite, da se obnavlja tudi vse ostalo. Da bi koži pomagali pri njenih regenerativnih procesih, pa moramo poznati njeno fiziologijo. Dr. Rudolf Hauška in kozmetičarka Elizabeth Zygmunt sta opazovala kožo in prišla do nekaterih zanimivih zaključkov, ki so vam lahko pomoč pri njeni negi. Mišice na obrazu večinoma niso vpete med trdna tkiva, zato je zelo pomembno, da jih ne raztegujemo. Drugače povedano to pomeni, da bo grobo vlečenje in frotiranje ali močnejša masaža obraza bolj škodovala kot pomagala. Zato pri negi namesto razmazovanja priporočajo utrjevanje krem s tapkanjem. Na enak način odstranjujemo tudi ličila, ker z ustvarjanjem podtlaka potegnemo ven zaostalo vsebino iz por in jih odpremo, da zadihajo. Iz enakega razloga piling zrele kože ni priporočljiv. Koža se z leti že po naravi tanjša, s pilingom pa ta proces le pospešujemo in jemljemo naravno zaščito. Kako potem spodbuditi cirkulacijo v koži obraza, če jo ne smemo grobo masirati ali izvajati pilinga? Če spodbudite limfo, boste spodbudili tudi vse procese v koži. Najbolj nežen in učinkovit način je, da se navadite kožo umivati izmenično z vročo in mrzlo vodo. Še bolje je, če eno brisačo namočite v mrzlo, drugo pa v vročo vodo in jih izmenično večkrat položite na obraz. To vas bo tako osvežilo in koži dajalo tako lep videz, da boste tudi sami presenečeni. Ko se koža na takšen način odpre, je pripravljena na dober zajtrk. Ker na kožo ni pametno dajati tistega, kar ne bi dali v usta, je pomembno, da kreme vsebujejo čim bolj kakovostna hranila, brez primesi sintetičnih sestavin. Mnogi menijo, da naravne kreme niso kos regeneraciji in negi zrele kože. To pa še zdaleč ni res. Staranja ne moremo ustaviti in preparati, ki to poskušajo narediti tako, da koži od zunaj dovajajo vse, kar ji primanjkuje, le delajo kožo odvisno in dolgoročno poslabšujejo njeno stanje. Takšna nega dolgoročno prispeva k temu, da bo koža hitreje izgubljala svoje lastne moči. Če želimo delovati v skladu z naravo, potem morebitne težave, ki jih ima koža pri zagotavljanju normalne regeneracije, rešujemo s pomočjo zdravilnih rastlin in kristalov, ki pri tem še kako pomagajo. Izvlečki črne detelje spodbujajo hormonsko ravnovesje, gel iz slezovih korenin deluje zelo pomirjevalno na kožo in kožo nagnjeno k rdečici. Izvlečki kalanchoje pomagajo koži dobro zadrževati vlago. Pri negi zrele kože je zelo dragocen tudi silicij, ki je cement, ki okrepi vezivno tkivo in kožo naredi manj ohlapno. Odličen naravni vir, ki se uporablja v naravnih pripravkih, je preslica. Zelo dobre sestavine za prehrano zrele kože so še olja malinovih pešk, olje vrtnice, matični mleček ter izbrani dragi kamni, ki na poseben način revitalizirajo kožo. Če je koža ljubljena, prekrvavljena in dobro prehranjena, bo znala vse ostalo narediti sama.